pozdrav iz naše improvizirane kapele, ker skušam vsako jutro preživeti vsaj stotinko dneva z našim Gospodom. To so trenutki, ki mi dajejo moči in poguma za vsak dan, ki me čaka. Brez njih so tudi moji odnosi z možem in hčerko, pa sodelavci, pacienti in drugimi ponavadi bolj na trhlih nogah. Ker delam kot zdravnica družinske medicine, si lahko predstavljate, da pretekli tedni zame niso bili najbolj mirni. Sploh prve tedne te epidemije so me prevevali številni strahovi, skrbi, nemir. Če ne bi bilo mojih jutranjih druženj z Gospodom, bi bilo vse skupaj še veliko težje. Tako pa me je Gospod vsako jutro znova opogumil za dan. Vedno sem našla kako besedo tolažbe in upanja, tako kot danes, ko berem o 1. Petrovem pismu. Vse svoje skrbi preložite nanj, kajti on skrbi za vas. Kaj ni to največ, kar lahko naredimo? Tudi moj mož jutra preživlja ob Božji besedi, ponavadi kar v službi. Ker pa sedaj dela od doma, je to v njegovi domači delavnici. Takole pa njega nagovarja Božja beseda. Rekel jim je: pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu. Oni pa so šli in povsod oznanjali in Gospod je z njimi sodeloval. Jezus nas v današnji Božji besedi vabi k temu, čemur smo tudi poklicani. To je oznanjevanje evangelija. Ali ni to naloga vsakega kristjana, da poleg ljubezni do bližnjega tudi oznanja? Oznanjamo lahko na veliko načinov, s petjem, plesom, pomočjo bližnjih, kakim telefonskim klicem, SMS sporočilom. Seveda se kljub molitvi v dnevu zgodi marsikaj. Tudi kakšen prepir, nesoglasje, še posebej z najstniško hčerko. Zato naju zelo veseli, da si lahko večinoma zvečer skupaj vzamemo čas drug za drugega in ob kratki molitvi in pregledu dneva zaokrožimo dan. Večkrat ob tem tudi kaj zapojemo, ker Lucija zelo rada zaigra na kitaro ali klavinovo. V tem času karantene marsikdo tarna, kaj vse nam je vzeto. Midva pa si raje postaviva vprašanje, kaj smo s tem tudi pridobili. Ker imamo malo več časa, si lahko skupaj pogledamo kak film, se gremo kake družabne igre, gremo na sprehod, pokličemo nekoga, ki ga že dolgo nismo, zjutraj v miru pozajtrkujemo in tako naprej. Bogu hvala. Aja, pa še nekaj. Kdo bi si mislil, da lahko en tak mali virus pomaga, da sva sedaj vsak dan pri sveti maši, kar nama prej nikakor ni uspelo. Seveda le preko spleta, pa vendar res z veseljem in vso pobožnostjo. Koliko milosti, mar ne? Tistim, ki ljubijo Boga, res vse pripomore k dobremu.